Tisto, kar delam dejansko že 2 leti, je spremljanje ne le dogajanja na tem področju, medicinskem področju, glede upravljanja s to epidemijo, ampak nekako čisto slučajno sem padla v ta zakonodajni del spremljanja. In moram opozoriti na eno stvar, pred katerim nas noben v politiki, v parlamentu ne bo zaščitil. Noben predvsem od tistih, ki so do zdaj sedeli v parlamentu, ampak tudi tisti ne, ki bodo od 24. aprila naprej sedeli. Gre namreč za to, da v teh dobrih 30 letih so nas vse politične stranke, vse politične opcije, ki so bile na oblasti, zadolžile do takšne mere, da so pravzaprav sedaj samo izvrševalci navodil in zahtev megakapitala. Kar pomeni to, kar bom zdaj povedala, je nekaj, kar lahko morda poskusimo ustaviti samo, če se med sabo povežemo, torej lahko ustavi to samo ljudstvo. Na politike nikakor pri tem ne moramo računati. Gre namreč za to, da z ene strani morda, to je bolj enostavno zapovedati, ali pa bi se lotila druge grožnje. Ta epidemija covida je seveda bila od samega začetka vodena v nasprotju s temeljnimi aksiomi, s temeljnimi postulati epidemiološke stroke. In ne rabi biti človek epidemiolog, da bi vedel, da nič od teh ukrepov niso bile v skladu s stroko. Drugo, kar bi povedala, je to, da seveda zdaj analize kažejo na to, da marsikaj od tega, kar je ta megakapital, ki je preko WHO in politikov oziroma vodilnih politikov v večini držav sveta izvajalo, je zadovoljnih z marsikaterim ukrepom, ki so bili uvedeni v tem času, so pa nekako najbolj nezadovoljni s tem, da nekatere države so se uprle masovnemu cepljenju. Ne? Torej, ene države so se zelo pridno pocepile, tudi 90, tudi 100%. Nas pa, ki smo se, ne vem, nekoliko bolj informirali in tudi dopustili malo več zdravorazumske presoje, pa seveda so nas etiketirali za manj izobražene, za upornike brez razloga, etc., etc. Nekaj takšnih držav je, hvala Bogu, je tudi naša med njimi. In seveda po zdaj teh novih analizah, tudi Bill Gates je izdal eno novo knjigo na to temo, analiza pač vodenja te epidemije, se ugotavljajo, da je največji neuspeh bil prav na področju cepljenja. Namreč oni so postavili kot cilj precepiti 100% svetskega prebivalstva. In zdaj bodo nove akcije, da tako rečem, usmerjene prav v to, ker jim je to najmanj uspelo. V tej smeri je von der Leyenova napovedala, da se bo v kratkem glasovalo o spremembi ene od rezolucij Evropske unije, katera je do sedaj dopuščala možnost, da država sama odloči o tem, ali bo uvedla obvezno cepljenje ali ne. Po tej rezoluciji, ki bo zagotovo sprejeta, nažalost, bo cepljenje obvezno za vse države članice Evropske unije, če se bo vodstvo Evropske unije o tem odločilo. To je nekaj, kar je nedopustno. S tem se do konca potepta demokracija. To je nekaj, kar lahko pričakujemo v parih tednih. Drugo, kar pa ima daljšo zgodovino, pa bom začela od samega začetka, morda zato, da bi bilo bolj razumljivo. WHO oziroma Svetovna zdravstvena organizacija je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni
in je bila izrazito neprofitno orientirana organizacija z namenom, da zbira podatke o nalezljivih boleznih iz celega sveta in da z ekipo svojih strokovnjakov predstavlja neko strokovno telo, s katerim se bodo lahko države posvetovale v primeru pojava epidemije ali pandemije. In to je funkcioniralo nekaj časa, dokler seveda ta neoliberalni kapitalizem ni vstopil tudi v WHO. In zadnjih 30 let je pa ta organizacija zmeraj bolj izgubljala ta status neprofitne organizacije. Namreč približno 2/3 finančnih sredstev dobijajo od privatnih investitorjev, torej predstavnikov megakapitala. Večinski investitorji so tudi direktno ali pa indirektno izhajajo iz farmacevtske industrije. Posledično WHO zmeraj manj ali pa sploh ne več zagovarja ukrepe, ki bi bile usmerjene v zaščito zdravja prebivalstva, temveč zmeraj bolj sledi interesom svojih investitorjev. Zaradi tega menim, da kot takšna pravzaprav ne bi več smela imeti nobene vloge v našem življenju. To pa, kar se zdaj dogaja in bo dejansko največja grožnja za preživetje nas, naših najbližjih, družbe in civilizacije takšne, kot jo poznamo, je prav to, kar WHO sedaj pripravlja. Celo urnik sprememb je zelo skrajšal. Je bilo predvideno, da bo v izvedbo stopilo leta 2024, zdaj so pospešili ta dogovarjanja tako, da je že jeseni za pričakovati, da bodo uvedli to, kar imajo namen. Kaj imajo namen narediti? Dejansko že nekaj let spreminjajo definicije, po katerih seveda brez kakršnega koli strokovnega konsensa, brez kakršnega koli strokovnega argumenta, čist na podlagi zahteve in naročila pač investitorjev, po kateri nas te definicije, kdaj se sme proglasiti epidemija ali pa pandemija, ne ščitijo več pred zlorabami. Ta definicija se je spremenila 2009, en mesec pred pojavom prašičje gripe. Namreč pred tem je definicija, kdaj lahko WHO proglasi epidemijo ali pa pandemijo, je bila, da se lahko proglasi pri nalezljivi bolezni, ki se hitro širi, ki zajame več kontinentov, ki je zbolevanje zelo visoko oziroma zelo veliko število izjemno hudo bolanih in kje je smrtnost ekstremno visoka. In tudi v epidemiologiji je veljalo, da se to sme uporabljati samo za nalezljive bolezni z izrazito visoko smrtnostjo. To pomeni prva skupina nalezljivih bolezni, kjer sodijo kuga, ebola in druge hemorogične mrzlice. Stopnja smrtnosti med temi boleznimi je nekje med 40 in 100%. 2009, en mesec pred pojavom prašičje gripe, je WHO spremenil definicijo in je ven vrgel iz definicije, da se sme razglasiti epidemija le v situaciji pri bolezni, ki je zelo veliko hudo bolanih in kjer je ekstremno visoka smrtnost. Kar pomeni, od tega časa naprej WHO lahko razglasi epidemijo ali pa pandemijo praktično za čist navadne, benigne, prehladne bolezni, ki itak imamo vsako jesensko, zimsko, pomladansko sezono. Druge dve definicije, ena se nanaša na čredno imunost, druga pa, oziroma tretja pa na definicijo cepiva, so se pa spremenili leta 2020 in leta 2021. S temi spremenjenimi definicijami so se odprla vrata vsem možnim zlorabam. Torej, nimamo prav niti enega argumenta, niti ene inštitucije, ki bi nas ščitila pred zlorabami tega megakapitala, ki pač deluje prek WHO.
In glede na to, da so zelo nezadovoljni s tem, da v tem pandemijskem času niso uspeli precepiti tako visoko število prebivalstva, kot so načrtovali, zdaj imajo novo, bi rekli, se ne morem, ne strategijo, ja, res je, ampak en nov projekt, ja, tak, ki ga imenuje, en nov projekt, ki so ga izjemno pospešili, in to dogovarjanje, in je en zelo zvit način tudi uveljavljanja tega, kar želijo. In sicer želijo prenesti nase z držav, nase pooblastilo, da odločajo o vseh ukrepih v primeru epidemij, pandemij, naravnih nesreč ali klimatskih sprememb. Kar pomeni, se lahko to razglasi kadarkoli. Do zdaj je WHO deloval kot posvetovalno telo in je država imela možnost upoštevati ali pa ne. Zdaj vidimo sicer, da je naša politična garnitura zelo vestno sledila tem navodilom, ampak še zmeraj so lahko ene države se odločile za obvezno cepljenje, druge pa ne. S tem, kar zdaj WHO izvaja, pa bi to odločanje preneslo nase. Torej bi se postavlja nad suverenost vseh držav članic. Torej, tudi če se naša zakonodaja, tudi če se naš zakon o nalezljivih bolezni nekako definira tako, da bi imelo neke varovalke, da nas ščiti, dejansko, če se WHO odloči, da se uvede obvezno ali pa celo prisilno cepljenje, se to postavi nad nacionalnimi zakoni, nad našo ustavo in niti Bog nas ne more pred tem obvarovati. In to je nekaj, kar bo na žalost podpisala tudi naša bodoča vlada. Preprosto bo podpisala, kdorkoli bo izvoljen, zaradi tega, ker je v primežu megakapitala. In če želimo preživeti, se bomo morali kot ljudstvo organizirati in jasno reči ne. Namreč, če se to uveljavi, in možnost je 99, celo 99%, razen če se zares kot ljudstvo povežemo in postavimo proti, je, da bomo popolnoma obrazpravljeni kot posamezniki, kot družba in kot država. O naših usodah, o naših življenjih bo določal center v WHO-ju in ne bomo imeli možnosti nobenega ugovora. Kaj s tem zgubimo? Zgubimo vse svoje temeljne človekove pravice, izgubimo pravico odločati o svojem telesu in postanemo popolnoma brez imena, brezpravna biomasa na razpolago megakapitalu. To je nekaj, kar ne smemo dovoliti. To bo veleizdaja slovenskega naroda, kdorkoli bo podpisal, ampak nažalost na politike ne moremo vplivati. Lahko pa mi kot družba rečemo ne. Ker če tega ne naredimo, pa nas ni več. V bliski prihodnosti nas kot posameznike, kot družba ne bo več. Civilizacija, takšna kot jo poznamo, jo ne bo več. Žal mi je, da moram takšne informacije prenesti. Nisem noben teoretik zarote, spremljam samo zakonodajo, te 2 leti zelo intenzivno in vidim pravzaprav, da se tlakuje za vsak korak, ki se pol uvede, se pravzaprav pred tem potihem, brez seznanjanja javnosti sprejemajo zakonodaje, ki to omogočajo. Dovolite samo še 2 stavka. Hotela sem povedati, da če politika ne bi ugrabila medicino, če jo ne bi zlorabila in uporabila za svoj podaljšek, bi znanje vseh zdravnikov, ki delujejo v Sloveniji, bilo uporabljeno v dobro ljudi. In jaz mislim, da bi družba to sploh opazila, bi zdravstvena stroka poskrbela za bolnike
in da bi zadoščale in bolnišnične kapacitete in vse tisto, kar imamo na razpolago, brez teh lockdownov in brez teh silnih, agresivnih, omejujočih ukrepov. Problem je v tem bil, da zdravnikom je bila odvzeta strokovna avtonomija in dejansko niso smeli zdraviti po svoji presoji, ampak so morali samo slepo slediti navodilom. A vam lahko preberem eno pesem, ki jo je napisal Karel Destovnik Kajuh, med drugo svetovno vojno star 22 let. Hoteli na obraze so nagobčnike nam natakniti in v kri nam hočejo strahu naliti. Po oglih so predpisi novega sveta nabiti, želeli bi ukaze nam srca razbiti. Ne bodo nas, tovariš, saj veš. Za nas predpisov ni nobenih in določb in potnih dovolilnic. Sami si potne liste pišemo v teh dneh. Papir iz izdajalskih je teles, platnice so iz kož vlačugarskih metres. In boj nanje udaril je pečat. Zato naprej v napad. Kdor z nami je, zanj ni pregrad.